Lepo pozdravljeni. V tokratnem posnetku si bomo pogledali proizvod, investicije in pa definicijo bogatstva. Pa začnimo s proizvodom. Proizvod delimo na kosmati proizvod, vseobsežni proizvod, preneseni proizvod, porabljivi proizvod, čisti proizvod, potem pa pri proizvodu poznamo še dve dodatni stvari, in sicer amortizacijo in obnovo. Najbolj pomemben je gotovo kosmati proizvod. Kosmati proizvod je razlika med vseobsežnim proizvodom in prenesenim proizvodom. Razlago tega lahko najdete v naših drugih videih. Zaenkrat pa se omejimo še na definicijo porabljivega proizvoda, ki je razlika med kosmatim proizvodom in obnovo, in pa čistega proizvoda, ki je razlika med kosmatim proizvodom in amortizacijo. Zdaj, kot vidimo, gre tukaj za čisti in porabljivi proizvod definirana delno s kosmatim proizvodom, kar pomeni, da lahko kosmati proizvod definiramo tudi prek čistega oziroma porabljivega proizvoda. Kosmati proizvod je seštevek porabljivega proizvoda in pa obnove, in pa kosmati proizvod je enak čistemu proizvodu plus amortizaciji. Za večjo razlago amortizacije in obnove si poglejte ostale naše posnetke. V prejšnjem posnetku smo tudi ugotovili, se pravi, da lahko na grafu prikažemo amortizacijo in obnovo na tale način, pri čemer celotno dolžino, se pravi, predstavlja kosmati proizvod, ki ga delimo na porabljivi proizvod in obnovo oziroma čisti proizvod in amortizacijo. To je zanimiva stica, zato ker nam prikazuje učinek tehničnega napredka. Če je tehnični napredek pozitiven, bo amortizacija večja od obnove, če pa je negativen, pa bo obnova večja od amortizacije. Pa se osredotočimo zdaj še na investicije. Poznamo kosmate investicije, čiste investicije in razširitvene investicije. Kosmate investicije so razlika med produktom in porabo, medtem ko so razlika med razširitvenimi in čistimi investicijami, razlika med amortizacijo in obnovo, kar je, kot lahko pogledamo že zdaj, razlika med porabljivim proizvodom in čistim proizvodom. Zakaj? Zgoraj smo definirali, da je razlika med porabljivim proizvodom in čistim proizvodom, razlika med amortizacijo in obnovo. Torej lahko to enakost, ki smo jo definirali v tem delu naloge in v tem delu naloge, razširimo, da dobimo, se pravi, razširitvene investicije minus čiste investicije so enake amortizaciji minus obnovi, je enako porabljivi proizvod minus čisti proizvod. Če imamo investicije, ki so večje od obnove, govorimo o razširitvenih investicijah, pri čemer pa ta enakost ne velja za amortizacijo, saj, kot smo videli v prejšnjem posnetku in definirali tukaj, je amortizacija in obnova sta precej različni glede na stopnjo tehničnega napredka v gospodarstvu. Pa si poglejmo še bogatstvo. Bogatstvo je vsota dobrin, s katerimi razpolaga gospodarstvo, gre za premoženje oziroma kapital. Bogatstvo delimo na naravno in pa proizvedeno, pri čemer bo nas zanimalo zgolj proizvedeno bogatstvo, ki je vsota oziroma seštevek vseh razširitvenih investicij prejšnjih obdobij. Če definiramo bogatstvo s črko K, lahko definiramo bogatstvo na začetku obdobja s črko KT minus 1 in pa bogatstvo na koncu obdobja s KT. Poznamo tri formule za izračun bogatstva, pa lahko začnemo kar s prvo. Bogatstvo na koncu obdobja je bogatstvo na začetku obdobja plus kosmate investicije obdobja minus obnova tega obdobja. V prejšnjih posnetkih smo definirali kosmate, oziroma tudi v tem končno, smo definirali kosmate investicije kot seštevek razširitvenih investicij in obnove. Torej, vemo, da so, se pravi, razširitvene investicije razlika med kosmatimi investicijami in obnovo. To enakost lahko uporabimo, da zamenjamo člena v enačbi in ugotovimo, da je gospodarstvo na koncu obdobja enako gospodarstvo na začetku obdobja plus razširitvenim investicijam v obdobju. Vemo pa tudi, da so kosmate investicije razlika med produktom in porabo obdobja, kar pomeni, da so razširitvene investicije enake razlike med produktom minus porabo minus obnovo posameznega obdobja, zato ker je produkt enak porabi posameznega obdobja in kosmatim investicijam.
To enakost lahko uporabimo za zadnjo enačbo, v kateri ugotovimo, da je bogastvo na koncu obdobja enako bogastvo na začetku obdobja plus kosmatemu produktu obdobja minus porabi minus obnovi posameznega obdobja. Najlepša hvala, da ste si ogledali ta video, sledite nam, všečkajte ga in se vidimo v naslednjem. Adijo!